torej morate paziti na obliko, ki... Živijo, dober dan. A se tukaj učite japonščino? Ja, vse ja, a koga iščete? Ja, mi imamo eno pismo, ki v resnici ne veva, a je v japonščini ali v kitajščini, pa ga ne znamo prebrati. Ja, bomo pa pogledali, ne? Torej, dragi študenti, zdaj smo do konca. Veste, kaj morate narediti jutri, torej kolokvij. Upam, da so vse stvari jasne. Če je še kakšno vprašanje, se lahko potem tudi še naknadno oglasite. Jutri pa vso srečo na kolokviju, ne? No, pa pokažite zdaj, kaj ste prinesli. Mi sploh ne veva, a so to črke ali kaj to, nič ne veva. Ja, lejte, tole pismo je napisano v japonščini. Tukaj vidite, da se takole začne na desni strani in ga beremo takole navpično dol. Zakaj vemo, da je to japonščina, ne kitajščina? Ker se tukaj pojavljajo različni sistemi pisav, ki jih ima japonščina. A veste, japonščina uporablja tako kitajske pismenke, ki jih vidite tule vmes, kot tudi svojo lastno zlogovno pisavo hiragano in potem še eno podobno zlogovno pisavo katakano. In vse to troje vidite v tem pismu, ki je torej drugačen, kot bi bil v kitajščini napisan, kjer bi imeli samo pismenke. Torej od desne proti levi pa navpično se to bere. Če pogledaš recimo eno japonsko knjižico, kjer je tukaj prva stran platnica in jo začnemo takole odpirati, in ko pridemo potem do prve strani, vidimo najprej tukaj naslov in potem se začne takole brati od desne proti levi in obračamo v to smer. Koliko črk pa ima japonska abeceda? Katakana in hiragana, ki zapisujeta enake zloge, kot recimo A, I, ali pa K, Ki, Ku, Ma, Mi, Mu, teh je 46, vsake od njih. To ni toliko veliko, to se da hitro naučiti, dvakrat več kot naša abeceda približno. Pismenk, teh je pa 2000, 3000, ki se jih uporablja vsak dan v splošni rabi na japonskem. Ja? A te pismenke se pa moramo na pamet naučiti? Ja, zdaj danes, ko se tipka to veliko na računalnike, marsikdo niti ne bi znal več to vseh napisati na pamet. Seveda se jih je pa treba najprej naučiti, zato da jih znamo vsaj brati potem. A pol imajo Japonci drugačno tipkovnico za računalnik ali za telefon? Mi seveda lahko japonščino tipkamo, temu rečemo fonetično, kot da bi pisali z našo tipkovnico s črkami. Recimo, če hočemo napisati neko japonsko besedo, dober dan se reče konnichiwa, pa napišemo K, O, N, N, I, C, H, I, P, A in potem nam vidite, računalnik ponudi spremembo in se piše po japonsko. Ampak kako pa japonščina sploh zveni? Tule smo imeli prej tole knjižico, naslov ima Nihon no obake hanashi. To pomeni v bistvu zgodbice o duhovih na japonskem. To je taka, ti japonski duhovi so del njihove folklore, ti pošasti duhovi jih imajo zelo radi. Ampak če bi radi slišali, kako zveni japonščina, imam eno idejo. Tukaj imamo tudi nekaj japonskih študentk pri nas, pa bi vam kar one kaj prebrale, da bi zvenelo še bolj pravilno. Konnichiwa. Konnichiwa. 二人の子供がテレビの番組フィプソロギーからpa bodo zdaj prebrale par besed iz knjige, prav? はい、いきます。山親父、昔々、旅の男がな、山ん中で道に迷うてしもうたんじゃ。秋の日は短い、もう辺りは黒うなったし、どうにも寒うてならぬ。A naj jo lahko naučite, kako se napiše najni imeni? Kako ti je ime? A znaš slovensko? Malo. Luna. Luna. Okay. A ti? Ela. Ela. Luna? Ela. Pozabili smo na pismo, kdo nam bo pa pismo prebral pa prevedel? Ja, še pismo, seveda. Tega mi onegai shimasu. Čote, yonde agete kudasai. フィルプツォロギの皆さんへご招待ありがとうございます。ぜひパーティーに参加させていただきます。皆さんに会えるのを楽しみにしています。マーシャ。Kaj pa to pomeni? Fipcologi no minasane piše, moji dragi fipcologi, gošotaj arigatou gozaimasu. Hvala za povabilo. Zehi pati ni sanka sasete itadakimasu.
Zagotovo se bom udeležila vaše zabave. Minasan ni aeru no tanoshimi ni shiteimasu. Veselim se že srečanja z vami. Podpis Maša. A ja, Maša! Bivša vrtologinja Maša. Ja, pride na zabavo, super! Yes. To je najbrž ta Maša, ne, ki je zdaj naša študentka tukaj na japonologiji. No, super, evo, vidite ste se pa še ob tem nekaj o japonščini naučili, a ne?